Dober dan, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, navzoči novinarji in novinarke tu v Cankarjevem domu, v Kosovelovi dvorani in v studiu TV Slovenija, gospa Nataša. Lep dan vsem skupaj. Danes po obširni predstavitvi tretjega protikorona paketa, ki je namenjen blažitvi posledic epidemije COVID-19, se bomo posvetili še dodatnim ukrepom, ki bodo spodbujali gospodarski zagon in optimizem. Vlada je včeraj potrdila predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19. Namen tega pa je zagotoviti učinkovit zagon, predvsem pa hitro spodbujanje investicijskega cikla države, občin in zasebnega sektorja ob koncu epidemije in preprečiti še hujšo gospodarsko škodo, tako da se aktivno pospešuje dejavnosti gradbenega sektorja in pridruženih storitvenih dejavnosti. Zakon se bo uporabljal za vse pomembne investicije, ki bodo na podlagi zakona in kriterijev navedenih v tem zakonu določene sklepom vlade. Najpomembnejša novost interventnega zakona bo predstavil minister za okolje in prostor, magister Andrej Vizjak. Gospod minister, prosim za predstavitev in tudi za odgovore na morebitna vprašanja. Še stavek prej, vprašanja bodo tako kot včeraj, najprej vprašanje iz dvorane, potem pa vprašanje iz studia TV Slovenija. Izvenično. Izvolite, gospod minister. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je gradbeništvo zabeležilo hud padec aktivnosti že v marcu in seveda ta padec je nadaljeval tudi v aprilu letošnjega leta. Padec sektorja gradbeništva v Sloveniji je med največjimi med državami Evropske unije v mesecu marcu, to je bilo prav tako analizirano in sporočeno strani Statističnega urada Republike Slovenije. Gradbeništvo je sektor, ki ima močne multiplikativne učinke na ostale storitvene sektorje v državi. Kar faktor 2 multiplikacije je, kar pomeni, da se znatno odraža tudi na drugih sektorjih, prevozništvo, trgovina in podobno. Vlada je torej včeraj potrdila interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19. Zakon je začasne narave in sicer velja do konca prihodnjega leta, kajti ambicija te vlade je, da rešitve, kako učinkovito izvajati te investicije in tudi druge, ne samo pomembne, ter kako odpravljati oviri, da te rešitve pretopi v sistemsko zakonodajo. Torej zakon ima iz tega naslova interventni namen, kajti ni začakati spremembe sistemske zakonodaje, ker je potrebno zagnati investicije čim prej oziroma takoj. V ta namen smo tudi podaljšali ukrepe za učinkovito gradnjo v drugem paketu oziroma v tretjem paketu, ki je bil predstavljen včeraj in so že rodili sadove. Sedaj pa v tem zakonu odpravljamo dodatne ovire. Namreč na Ministrstvu za okolje in prostor delujejo številni mnenjedajalci, tako na področju voda, okolja, narave, ki prepogosto neučinkovito koordinirajo svoja mnenja, stališča in pristope in posledično so investitorji, tudi državni investitorji, prepuščeni zelo dolgotrajnim postopkom. Namen tega zakona je tudi med drugim ustanoviti koordinacijsko ekipo, ki bo na ustrezen način hitro reševala morebitna neskladja mnenj različnih mnenjedajalcev, kar posledično pomeni usklajevanje, reševanje teh konfliktov in izdajanje dovoljenj v izredno kratkih rokih, vendar ne na račun vsebine. Podčrtati moram, da se s tem zakonom nič ne posega v področne zakone varovanja okolja, narave, voda in podobno. Vse te norme, strokovne in tehnične, ostajajo isti. Gre zgolj za usklajeno delovanje državnih organov za to, da investitor pride do dovoljenja brez odlašanja v najkrajšem možnem času. Torej, zakon predvideva, kot je bilo že rečeno,
da bo vlada določila sklop teh oziroma seznam teh pomembnih investicij. Te pomembne investicije bojo razvrščene v 3 prioritetne skupine. Prva prioritetna skupina bo tista, ki bo zajemala investicije, ki so izvedljive in katerih začetek je možno načrtovati že v letu 2020, druga prioriteta za tiste v letu 2021 in tretja za tiste, ki so šele v pripravi državni prostorski načrti in je tudi te postopke potrebno pospešiti in katerih izvedba se bo odvijala po letu 2021. Seveda bodo te investicije razvrščene po prioritetah na podlagi določenih kriterijev, ki so prav tako našteti v zakonu. Kriteriji so gotovo razvrstitev teh investicij v strateške dokumente države na različnih področjih, pravzaprav na vseh področjih delovanja vlade, tako na področju gospodarstva, infrastrukture, tudi kulture, šolstva, pravosodja, notranjih zadev in tako naprej. Tu so seveda, ta seznam se že oblikuje teh investicij, so vse pomembne prometnice, železniške povezave, energetski objekti, tako na področju proizvodnje električne energije kot prenosa električne energije, plinovodnega omrežja. So pa tudi recimo takšni projekti, kot je NUK2, torej Narodna univerzitetna knjižnica, določene izobraževalne inštitucije in podobno. Seveda bo zelo pomembno, da so za te investicije zaprte tudi finančne konstrukcije, to je tudi eden izmed pomembnih kazalnikov. Moram povedati, da nekatere investicije sploh niso odvisne od integralnih sredstev v državnem proračunu, ker so financirane iz zasebnih oziroma iz virov gospodarstva. Recimo tipična takšna projekt je skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, za katerega imamo poseben sklad, ki ni v proračunu in je poseben denar za to že zagotovljen. Podobno so tudi nekatere investicije, ki se financirajo iz Družbe za državne ceste, Slovenskih železnic, energetike, naprimer daljnovodi, ki se financirajo iz sredstev ELES-a. Seveda pomemben vir za financiranje teh investicij so tudi skladi, tako kohezijski sklad in ostali evropski skladi, kot tudi namenski skladi države, kot je vodni sklad za vodno infrastrukturo in podnebni sklad. Torej, da strnem, ključno je, da takoj po sprejetju tega zakona v državnem zboru začnemo z iskanjem tistih optimalnih rešitev, da se postopki zaključijo v najkrajšem možnem času in da investicije zagledajo luč sveta takoj in da začnejo tudi stroji na terenu brneti že v poletnih mesecih, da bomo tudi s tem zagotavljali delovna mesta, da bomo s tem zagotavljali gospodarsko aktivnost in nenazadnje tudi prepotrebne prilive v državni proračun zaradi seveda prepotrebnih sredstev za delovanje vseh podsistemov slovenske družbe. Toliko z moje strani, hvala lepa.